Papež Frančišek je z današnjim dnem sklenil katehezo o cerkvi in začel niz katehez o družini. Smo namreč v letu, ko se pripravljamo na redno sinodo o družini. Tej je bila posvečena tudi izredna sinoda, o kateri je papež spregovoril med dopoldansko splošno avdienco. Papež je povedal, da so že mediji veliko poročali o sinodi, čeprav na žalost večkrat v slogu športnih in političnih kronik. Pogosto se je govorilo o raznih skupinah, o konzervativcih in liberalcih, vendar pa po papeževih besedah ni bilo tako. Na sinodi ni bilo predhodne cenzure, vsak je lahko in še več moral je povedati to, kar je imel v srcu, kar je iskreno mislil. Nekdo bi lahko mislil, da bo to povzročilo razprave, toda tudi apostoli so razpravljali. To ni nekaj slabega, le če to delamo s ponižnostjo in dušo, ki je pripravljena služiti, je povedal papež Frančišek. Vse pa se je po njegovih besedah dogajalo s Petrom in na Petru, saj je bil papež vedno prisoten med njimi kot zagotovilo svobode, zaupanja in pravovernosti. Poročilo so zdaj poslali škofovskim konferencam, ki bodo o njem razpravljali v pripravi na redno sinodo leta 2015. Sinoda ni parlament, je rekel papež. Sicer je res, da pridajo skupaj predstavniki različnih krajevnih cerkva, vendar pa struktura ni parlamentarna. Sinoda je zaščiten prostor, da bi lahko deloval Sveti duh. Ni bilo strankarskih bojev, ampak soočenje med škofi, ki se je zgodilo po napornem delu priprav in se bo zdaj nadaljevalo v dobro družin, cerkve in družbe, je še povedal papež Frančišek. Vse zbrane je zato povabil, naj omenjeno pot spremljajo z molitvijo. Questo percorso sinodale fino al prossimo sinodo con la preghiera.